Franc Kangler ni državni svetnik. Stoletje osnovne šole Gustava Šiliha. Kako turiste povabiti tudi na podeželje. Razstava v vlogi Nemcev v Mariboru. Lepo pozdravljeni. Mariborski župan v odstopu Franc Kangler danes ni dobil potrditve za mandat državnega svetnika. Državni svet, ki se je danes sestal na ustanovni seji, je potrdil mandat vsem preostalim 39 svetnikom. 38 mandatov so potrdili v paketu, o Francu Kanglerju in postojnskem županu Jerneju Verbiču pa so glasovali posebej. Na tajnem glasovanju je Verbič dobil 26 glasov podpore, Kangler pa le 18 oziroma enega premalo. Kangler je že napovedal pritožbo na ustavno sodišče in poglejmo, kaj je povedal po glasovanju v državnem svetu. Vi ste priča lustracije, ki so jo organizirali levičarji v državnem svetu. Očitno so bili uspešni. Ko sem bil poslanec, sam takrat lustracije nisem podprl in še mi je danes žal, da takrat nisem glasoval. To pa je absurd, kar se je zgodilo v državnem svetu. Predvsem ti predlagatelji in mandatno-imunitetna komisija, ki ni v paketu predlagala, čeprav z mojim mandatom ni bilo nič narobe, tudi z kolegom ne, kaže na pravno državo in seveda na razmišljanje posameznih svetnikov, ki so v mandatno-imunitetni komisiji imeli takšno stališče. Dogajanje v državnem svetu so z zanimanjem spremljali mnogi v Mariboru. Kangler je bil v dneh po napovedi, da bo odstopil kot župan, deležen javnih pozivov, da se mora iz etično-moralnih razlogov odpovedati tudi mandatu državnega svetnika. Ob tem pa vedno več ljudi zahteva tudi odstop mestnega sveta. V opozicijskem SD-ju, kjer so že od začetka nasprotovali Kanglerjevi izvolitvi v državni svet, današnjo odločitev svetnikov podpirajo. Dober signal za uveljavljanje, bi rekel, nekih normalnih pravil v družbi, da se stvari koliko toliko normalizirajo. Kanglerja pa ne podpirajo več niti v koalicijskem Desusu, čeprav so s 4 elektorji na volitvah v mestni hiši zanj glasovali. Tiste demonstracije, ki so bile zunaj in pa seveda revolt ljudski, nas pa nekako prepričuje, da verjetno nismo ravnali čisto v redu in nam je malo žal za to. Pred novimi protesti, ki bodo potekali v petek, je Mariborčane današnja novica razveselila. Taki niso za državne svetnike. Za državne svetnike rabimo poštene ljudi. Brez besed. Delajo največje goljufije. Pa celo je žlahta njega notranja vpletena, ki je pač sedaj. Ni prav, da taki ljudje, da so izvoljeni in potrjeni, ki imajo sporne zadeve. Kljub temu pa ostajajo ogorčeni. Mestni svet se še naprej trdno oklepa oblasti. Politika niti približno ni resno vzela izkušenj iz protestov, iz vstaj in da očitno nekaterim ustreza, da še nalagajo na tale vstajniški ogenj in to je zelo zaskrbljujoče. Pomembna je legitimnost zahtev občanov in občank, ki so prišli na ulice. In ta legitimnost je bila zelo množično izražena. A te legitimnosti politika občanom za zdaj ne priznava. Opoziciji doslej ni uspelo zbrati 12 potrebnih podpisov, ki so nujni za sklic izredne seje, na kateri bi lahko predlagali razpustitev mestnega sveta. O drugem pomembnejšem dogajanju doma pa v naslednji minuti. Sindikati javnega sektorja so v državnem zboru vložili več kot 13.000 podpisov za začetek postopkov za referendum o proračunih za leto 2013 in 2014. Kot je znano, sindikati proračunoma nasprotujejo, ker država zahteva, da se masa za plače v javnem sektorju zniža za 200 milijonov evrov na leto. Finančni minister Janez Šušteršič pa je že napovedal, da bo vlada zahtevala presojo ustavnosti referenduma. Vlada obravnava predlog zakona o ratifikaciji poroštvene pogodbe med državo in Evropsko investicijsko banko za del kredita v višini 440 milijonov evrov za 6. blok termoelektrarne Šoštanj. Pogodbo bo moral na koncu potrditi državni zbor. Vlada obravnava tudi besedilo novele zakona o prekrških, ki med drugim poenostavlja postopke o prekrških v cestnem prometu in predvideva možnost plačila stroškov na obroke, če je dovoljeno takšno plačilo.
Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko pa na današnji nujni seji obravnava predlog novele zakona o bančništvu in predlog novele zakona o igrah na srečo. Z novelo zakona o bančništvu bo Banka Slovenije, ki je dala pobudo za spremembe zakona, dobila večja pooblastila pri nadzoru bank. Predlog novele zakona o igrah na srečo pa vzpostavlja pravno podlago za prenos nadzora nad prirejanjem iger na srečo na davčno upravo. V velenjskem podjetju Gorenje je danes zavrelo. Okoli 1000 delavcev se je zgodaj zjutraj zbralo pred stavbo podjetja in začelo stavkati. In že po 4 urah je vodstvo Gorenja popustilo njihovim zahtevam. Namesto 150 evrov bodo delavci prejeli 300 evrov božičnice. Predsednik uprave Franjo Bobinac je zaposlenim tudi obljubil, da jim bo podjetje prihodnje leto plačevalo nadure. Odpuščanja pa kljub napovedani selitvi dela proizvodnje v Srbijo ne bo. Če uprava svojih obljub ne bo izpolnila, sindikati napovedujejo, da bo 16. januarja v Gorenju splošna stavka. Evropska komisija od Slovenije terja četrtino že izplačanega denarja za opustitev proizvodnje sladkorja. Naša edina tovarna za to proizvodnjo je že 6 let zaprta. V tem obdobju je bilo treba v zameno za evropsko pomoč za prestrukturiranje tovarno razgraditi in ukiniti proizvodnjo. V Bruslju trdijo, da te naloge v Ormožu niso opravili do konca. Po določilih reforme trga s sladkorjem je v zameno za popolno razgradnjo in opustitev proizvodnje tovarna sladkorja Ormož prejela slabih 35 milijonov evrov. Tako so že pred 5 leti prodali stroje in drugo opremo za proizvodnjo sladkorja iz sladkorne pese tovarni na Hrvaškem. Sporna sta 2 silosa, zlasti večji, ki je bil predviden za uničenje, če v Ormožu ne bo več pakirnice sladkorja. To pa je že pred 4 leti kupilo nemško podjetje, ki zdaj tukaj pakira večinoma hrvaški sladkor za naš in sosednje trge. Zdaj nas trenutno dela 12 in sicer 19 dela na pakiranju samem, potem na ekspeditu delata 2 in ena gospa dela analize sladkorja, ki prihaja sem. Evropska komisija pa kljub temu zahteva 8,7 milijonov evrov, ker silosi niso bili uničeni. Manjši silos je celo polovični lasti države za skladiščenje blagovnih rezerv, zato se bo naša država pritožila. Tudi če bi komisija vztrajala pri svojem stališču, obstaja še vedno možnost, da država sproži tožbo pred Evropskim sodiščem, kjer pa v tem trenutku že poteka podobno vprašanje oziroma obravnava podobnega vprašanja, ki ga je sprožila italijanska država. Še vedno pa je naprodaj celotno zemljišče nekdanje tovarne, vredno nekaj več kot 5 milijonov evrov. Lokacija je pritegnila več vlagateljev, vendar do nakupa ni prišlo. Nekateri lokalni kmetje si želijo obnoviti proizvodnjo sladkorja v novi tovarni, vendar so to zdaj le želje, ki jih bo zelo težko uresničiti. Kljub težavam in zniževanju sredstev za zdravstvo, Mariborski zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca leto zaključuje uspešno in ne v rdečih številkah kot zadnjih nekaj let. Za njimi so tudi številne investicije, ki so pripomogle k zagotavljanju še kakovostnejših zdravstvenih storitev. Za nami je uspešno leto in če je bila to kriza, bi si želel, da bi trajala še nekaj časa, je ob koncu leta zadovoljno dejal direktor zdravstvenega doma. Ocenjujem, da bo naš presežek prihodkov nad odhodki v višini do 200 tisoč evrov. Vemo, da imamo obveze do pokrivanja sanacije bilance stanja v zavodu v vrednosti 120 tisoč evrov, tako da bo presežek poslovanja nekje v višini do 80 tisoč evrov. Uspešno je bilo tudi, kar zadeva investicije. Večina teh je bila namenjena zobozdravstvu. Smo uspeli, kar se tiče zobozdravstva, se približati tem zakonskim zahtevam okrog zbiranja odpadnih amalgamskih voda. Uspeli smo zanoviti kar nekaj ambulant znotraj naše hiše. Uspeli smo pridobiti gradbeno dovoljenje za rušenje starih objektov, tukaj, kjer imamo parkirišče, kjer bi naj stala nova hiša fizikalne in rehabilitacijske medicine. Nemirno, zlasti ob koncu tega leta, ko se vrstijo številne demonstracije, zaključuje enota nujne medicinske pomoči. Prav gotovo si želimo poskrbeti za varnost vseh teh demonstrantov in pa seveda udeležencev na demonstracijah, torej vključno seveda z tistimi, ki pač morajo zagotavljati varnost, to je zlasti
policisti. Z njimi zelo dobro sodelujemo v teh posredovanjih. Želimo si seveda, da bi bilo nekih takšnih posredovanj čim manj. Letos je sicer za njimi več kot 20 000 intervencij. Ker bo zdravstvo prihodnje leto moralo še bolj zategniti pas, pa v prihodnost gledajo veliko bolj zaskrbljeno. Ker ne odpremo ene res širše razprave o tem, kaj si v Sloveniji za denar, ki ga za zdravstvo namenjamo, dejansko lahko privoščimo. In pa besede in obljube, da bomo za manj denarja vzdrževali isto raven zdravstvenega varstva. Vse to so, tako direktor, obljube, ki jih politiki radi dajo, žal pa jim izvajalci ne morejo več slediti. Osnovna šola Gustava Šiliha letos praznuje 100-letnico. V Unionski dvorani prav zdaj poteka tudi slovesna akademija ob jubileju. Naša ekipa pa je šolo, ki vzgaja, izobražuje in usposablja otroke s posebnimi potrebami, obiskala dopoldne, ko so za javnost uprizorili predstavo Stara šola. Željami do zvezd so v praznovanju tej častitljivi obletnici zapisali učenci in učitelji osnovne šole Gustava Šiliha in na stežaj odprli vrata vsem, ki so želeli spoznati njihov šolski vsakdan. Ob tem pa smo otroke, ki so pridno ustvarjali, povprašali še, kaj jim je v šoli najbolj všeč. Lepo mi je biti, se zabavati, grem se z otrocimi igrati. Meni je všeč, tako da sem njegovi prijatelj. In tako imam rade in imam najboljšega prijatelja, je rekla učiteljica. Učenje pa matematika najbolj. Matematika? Kaj pa pri matematiki? Računanje. Izjemno spretni pa so bili tudi pri izdelovanju novoletnih okraskov, zato je bil današnji dan pravo doživetje. Vidim, da zelo lepo ustvarjaš. Kaj bo nastalo? Kaj boš naredila? Mi delamo štorže za smreko. Okraske za smreko. Štorže delamo za okras božični dan in smrekico. In postavljamo smrekico in komaj čakam, da pride božiček. Poseben pa je bil tudi zato, ker so skupaj z učenci ustvarjali tudi njihovi starši. Zadovoljna sem zelo, učitelji, sploh strokovno osebje, vsi so super. Bi pa bilo fajn, da bi še prišla kakšna finančna sredstva, da bi se lahko to nabavilo. Ne samo naš Jan, pa drugi otroci, rabijo se za stranišče, recimo dvigala. Želja in načrtov imajo v šoli še veliko, da je 100 let prehojene poti obveza in spodbuda za nadaljnje delo, pa je poudarila tudi ravnateljica. Zavedamo se, da nas 100-letna vizija dejansko pelje naprej in nam daje tudi možnosti in spodbude, da širimo svojo strokovnost, svoja znanja v smeri pomoči rednim šolam, kar se predvideva. Veliko več bo potrebnega sodelovanja in pa prenašanja znanj. O zgodovini šole pa je govorila tudi šolska predstava. Težko je bilo takrat otrokom. Kakšni so bili učitelji takrat? To pa so bili pravi. Strogi! Pripravili so tudi razstavo, na kateri smo lahko videli, kakšna je bila učilnica nekoč. Predvsem pa so jo posvetili pedagogu Gustavu Šilihu, katerega ime nosi njihova šola. In naj zaključimo z besedami ravnateljice. Morda zvezd ne vidimo, jih ne upamo sanjati, toda pustimo, da se naši otroci počutijo kot zvezde. Štajersko podeželje je prava zakladnica odlične doma pridelane hrane in vina, pa tudi etnografskih posebnosti. Da bi vse to uspešno ponudili turistom, se bodo med seboj povezale turistične organizacije ter podjetja, kmetje in društva iz občin Maribor, Duplek, Kungota, Pesnica in Šentilj. Njihov cilj je ustvariti takšno ponudbo v okviru projekta Mikrotur, ki bo zadržala turiste več kot le 2 dneva. Narava, kulturna in arhitekturna dediščina, avtohtone gormanske in vinske posebnosti. To je prepleteno v 5 turističnih destinacijah v bližini štajerske prestolnice. Oblikovani so različni izleti za ciljno usmerjene skupine ali posameznike. Že zdaj se je izkazalo, da je bil nek skupen nastop na tržišču prej izjema kot pa pravilo, tako da zdaj v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor Pohorje to zgodbo peljemo naprej. Torej v pogovoru s turističnimi delavci ugotavljamo, da je tega povpraševanja po enodnevnih izletih iz dneva v dan več.
Za zdaj je v pilotni projekt vključenih več kot 500 ponudnikov. Zaslužek od obiska turistov si obetajo predvsem dolgoročno. Z tega projekta si jaz kar nekaj obetam, kajti danes gosti so nekje opadli, denarja tudi ni toliko, ne, in mislim, da tudi eni tuji gosti nam lahko pošljajo, ne. Ja, zaenkrat še ni nekih odzivov čutiti, ne. Zdaj, vsi moramo nekaj na temo narediti, in jaz, in tudi agencija, ne, da bo to prišlo, ne. To prvi dan, tega še ne pričakujemo, ne. Moramo pa vsi sodelovati, da bo do tega prišlo, ne. 5 izletov bo Mariborski turistično-informacijski center v ponudbo vključil z novim letom. Projekt, vreden 70 000 evrov, je sicer sofinanciran iz evropskih sredstev. Danes so v prostorih nekdanje velike kavarne v Mariboru, kjer je bila v poletnih mesecih postavljena razstava Nemci in Maribor, predstavili monografijo z istim naslovom. Izdaja knjige je sklepno dejanje ene najbolj odmevnih in uspešnih razstav v sklopu Evropske prestolnice kulture. V slabih 3 mesecih si je razstavo ogledalo okoli 15 000 obiskovalcev, veliko zanimanja pa je bila deležna tudi v tujini. Monografija Nemci in Maribor je trajni dokument, ki vsebinsko in oblikovno sledi prostorski postavitvi razstavi, za katero je besedila prispevalo 20 raziskovalcev. Tematika sobivanja slovenskega in nemškega življa v mestu, soustvarjanja gospodarske, kulturne, mestne podobe je pri delu mariborskega prebivalstva leta zbujala nekakšno nelagodje in aktualizacija te teme pometa z zgodovinskimi stereotipi. Namen razstave in pač tudi seveda kataloga po njej, ki je na nek način odslikava razstave, je bil vsaj v mojih očeh najbolj neko sprožanje refleksije. Ne pravzaprav podajanje nekih vrednostnih stališč, z mogoče kako izjemo, ampak predvsem sprožanje refleksije posameznikov in skupnosti o nekem skupnem okolju. Monografija je izšla v slovenskem in nemškem jeziku, ob tem je zanimanje izjemno prav na drugi strani meje. Katalog je na koncu spadal kot razkošna monografija z številnimi starimi fotografijami, ki se jih seveda dalo že videti na sami razstavi. Tematika, ki brez vrednostnih sodb prikazuje zamolčani del mariborske zgodovine, pa kliče po nadaljnjih obravnavah mestne identitete, ki so jo oblikovali tudi Primorci in Čehi. V dvorani glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška so danes in bodo še jutri plesale najmlajše baletne plesalke. Praznično obarvano baletno produkcijo so naslovili Vodni svet. Na glasbo različnih skladateljev bodo balerine odplesale motive morskih živali. Tako baletne plesalke pridobivajo in predstavljajo svoje prve odrske izkušnje na dolgi poti baletnega izobraževanja. Še šport. V košarkarskem pokalnem tekmovanju so včeraj odigrali 4 tekme 5. kroga, 2 pa bodo nocoj. Izjemno priložnost, da zaigra na zaključnem turnirju, ima tretji ligaš Plama Pur iz Ilirske Bistrice, ki je za 35 točk premagal prav tako tretji ligaša Posavje iz Krškega. Med prvoligaši pa so najvišjo zmago dosegli Mariborčani, Hopse iz Polzele so ugnali za kar 52 točk. 100-48 so košarkarji Maribora Meserja premagali Hopse. S tem so še enkrat v nizu dokazali, da so v izvrstni formi. Od 12 igralcev se jih je med strelce vpisalo 10. Igrali smo vsi, tudi en kadet nam je igral 5 minut, tako da ne morem zdaj pri taki razliki, ko smo ponavadi vedno za Hopsi izgubljali, če smo danes premagali Hopsi 52 točk, bi bil nerealni in nepošten, če bi rekel, da nisem zadovoljen, seveda sem zadovoljen. Zmagovalec tekme je bil odločen že v prvi četrtini, v kateri so igralci v belih dresih dosegli 36, Hopsi pa le 6 košev. Začeli smo mehko, sicer to ni izgovor za tako visok poraz. Začeli smo mehko, premehko, potem smo poskušali skozi tekmo se vrniti, vendar je bil Maribor preveč odločen in čvrst na domačem terenu, tako da so zasluženo zmagali s tako visoko razliko. Trenerju visoko poražene ekipe ni preostalo nič drugega, kot da je nemo opazoval nemoč svojih varovancev. Mariborčani pa v ritmu niso popuščali. Zmenili smo se v garderobi pred tekmo, da gremo v tekmo maksimalno, 100% in da ne damo nasprotniku dihati, in to smo tudi naredili in tako smo se v začetnih minutah že tudi oddaljili in tekmo pripeljali tako do konca brez problema. U prvenstvu igramo vrlo dobro, evo, to smo prenijeli na kup utakmice, treniramo dobro, radimo dobro, a sve to prenosimo iz slačionice dobrom atmosferom na teren, družimo se,
dobro treniramo in rezultati so tu. Povratne tekme 5. kroga pokalnega tekmovanja bodo odigrali v naslednjem tednu. Zmagovalci se bodo uvrstili na zaključni turnir, ki bo potekal v Celju od 7. do 10. februarja. Sledi kratek pregled dogajanja na tujem. Italijanski črpalkarji danes stavka. S tem protestirajo proti naftnim družbam, ki po njihovem mnenju ne spoštuje zavez do njih. Črpalke v italijanskih mestih in ob avtocestah bodo med 48-urno stavko zaprte od torka do četrtka zvečer. Zagotovljena je le minimalna oskrba z gorivom. Gorivo v Italiji je med najdražjimi v Evropi. Severna Koreja je davi izvedla napovedano izstrelitev rakete dolgega dosega. Oblasti v Pjongjangu so kasneje izstrelitev potrdile in sporočile, da je bila umestitev satelita v orbito uspešna. Pjongjang trdi, da gre za poskus namestitve satelita v zemeljsko krožnico, ZDA pa so prepričane, da gre za preizkus v vojaške namene. Severna Koreja naj bi imela nekaj jedrskih bomb, vendar pa jih še ni sposobna namestiti na rakete, ki bi lahko teoretično ogrozile ZDA ali širšo soseščino. Ruski predsednik Vladimir Putin je v letnem nagovoru narodu namignil, da so nekateri opozicijski politiki plačani iz tujine, kar je po njegovih besedah nesprejemljivo. V govoru so sicer prevladovale domoljubne teme, pri čemer se je zavzel za ohranitev ruske identitete. To je bil njegov prvi nagovor po ponovni izvolitvi na 3. predsedniški mandat. Za konec poglejmo še, kaj nam obeta vreme. Jutri se bo povsod pooblačilo, le na severovzhodu bo še precej jasno. Na jugozahodu se bodo začele pojavljati rahle padavine, po nižinah Primorske dež, drugod večinoma sneg. Najnižje jutranje temperature bodo tudi do -15, čez dan pa okoli 0 stopinj. V petek bo pretežno oblačno, v zahodnji in osrednji Sloveniji se bodo pojavljale manjše padavine, meja sneženja pa se bo dvignila nad nadmorsko višino 800 metrov. V soboto se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo, predvsem bo deževalo. Hvala za pozornost in želimo le še prijeten večer. Nasvidenje.